Danes je z nami Damjanovič, Bernarda Škrabar Damjanovič, edina mednarodno certificirana detektivka v Sloveniji. Me veseli, da sem z vami. Se pravi, največ, s čimer se ukvarjate, je to, da preverjate zaposlene v podjetjih, če so pridni. Ja. Kako se najlažje v firmi sune denar? Sune denar se lahko enostavno, ampak potem se da enostavno tudi osebo najti. A vas je Radio 1 že kdaj najel? Ja, to pa poslovna skrivnost. Prišuk. To kada je, veš? Ja, sebe To je odgovor, kada je. Koliko je treba plačati detektiva, da se ga najame? Naša priporočena urna postavka strani Detektivske zbornice Republike Slovenije je 90 evrov. Na uro. Tako. Jaz pa mislim. Raj sam sledim. No, pol Radio 1 zihar ni najel. Je, ta odgovor Ja, je bil. ostalo- Rekla bi direkt, da ni. ostalo je v zavezi. Rekla bi direkt, Radio 1 ni najel. je Lara mislila Pitaj nekaj Boga, zakaj je. Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Drugem dnevu tedna žena na Radio 1. Danes imamo toliko pogovora, kot imamo preiskave. Gostja je direktorica največje detektivsko-varnostne agencije pri nas v Sloveniji, Bernarda Škrabar Damjanovič, tako da Miha, ki je priznal. Kdo? Ti, kaj? A Ti. kdo kaj ve, kaj zdaj? Ja, tako. Ja, ona ve. Prav, da je bil A na ve. bolniški, meni mu ne verjame. Bernarda, hvala lepa za obisk najprej. Z največjim veseljem. Kako si? Smo rekli, da sem otikal. Si dober? Odlično, ja. Odlično. seveda. A je tak odziv, kaj, kako, a jaz? A je Zakaj? to, To pomeni, da a je ta laže. odziv pogost, a je malo sumljiv? Ja, najprej je zanikanje, običajno. Ne, jaz pa že ne prisežem pri svojih otrocih, pa pri mami, pa tako naprej. Ampak potem, ko se dajo pa dokazi na mizo, pa večina prizna. No, vidiš, zdaj. Danes je z nami Damjanovič, Bernarda Škrabar Damjanovič, edina mednarodno certificirana detektivka v Sloveniji. Še enkrat, dober dan. Me veseli, da sem z vami. Nas tudi. Nas tudi. Dajmo se najprej malo spoznati. Kako si sploh pristala v tem poslu? Kako se je vse skupaj začelo? No, jaz sem si želela že v srednjo policijsko šolo in tistega leta, ko sem se jaz upisovala v srednjo šolo, žal tam ni bilo razpisanega ženskega oddelka. Absolutno sem jaz hodil na to šolo in mi smo imeli Vem. sošolk okrog nič. Zelo malo. Nič nismo imeli, ne? Pa vedno. No, in potem sem šla na neko drugo srednjo šolo, jo zaključila in potem po srednji šoli se upisala na takratno visoko policijsko varnostno šolo. Tako da mi je uspelo pač po drugi smeri in to je tudi ena tipična značilnost dobrega preiskovalca, da če mu ne uspe priti čez vrata, poskusi pa čez okno ali pa čez dimnik. Ali pa pač Zakaj ravno ta vztrajnost. v ta poklic? Zakaj ravno ta policija? Po mojem to veselje do dela Ker kad tudi vrata odpreš, pa veš, da si odprl WC. Ja, Da ni. dosti krat odpreš WC v prenesenem smislu, ja, ker marsikaj vidimo, kar ni prijetno. Marsikaj preiskujemo, se pravi, te temne, sive aspekte življenja, psihologije ljudi, no, ampak ta psihologija me skozi privlačila, se pravi, ljudi rada sem opazovala, že kot mali otrok. Pol si delala v policiji nekaj časa? Ne. Ne. Direktno sem šla iz fakultete, potem odprla svoje podjetje in delam potem že 18 let. Pesmo. Vsaka čast. Skratka, tako sem razumel. Strokovno pot je začela s šolanjem na Visoki policijsko-varnostni šoli, Ministrstva za notranje zadeve, kasneje Fakulteti za varnostne vede, kjer je nadaljevala magistrski študij in doktorski Opala. študij, kjer je bila njena povprečna ocena 10. Piflarka. Smemo naprej. Ja, 10. pa Povprečna. povprečna. Povprečna je bila 10. Tako da se lahko, da so Okej. bile ene 11. Ene pa 9. Ja. Ene pa 9, pa dobimo povprečje, a veš, 10. Ja. Kakšno je bilo razmerje na tej visoki? Ja, mislim, z leta v leto je bilo več žensk. Je bilo več žensk, Ampak ne? v osnovi je še vedno to bila in je tipično moška branža, detektivska. Kaj pa zdaj v agenciji? Kako je razmerje? Sva dve ženski. Dve ženski. Ja, tako da imam pretežno moško družbo in mi je prav fajn, moram reči. Ja. Ampak
Zakaj se nekdo pol odloči, da odpre detektivsko agencijo? Zakaj se ne odloči, da bo šel, ne vem, meni je pa cilj recimo na pol ali pa nekaj takega? Ne, želela sem privat, da to svojo kreativo živim, se pravi, da imam neke svoje ideje, ki jih lahko implementiram in to je lažje, če si v gospodarstvu oziroma če imaš svoje podjetje. Ker imaš neko idejo, recimo izdati svojo revijo, ki jo izdajamo zdaj že od leta 2015 in to živi, se pravi, nekaj, kar sem si zamislila, lahko implementiram. Kaj je bil prvi primer? Prvega ne poznaš nikoli? Seveda ga ne poznaš nikoli, ja, definitivno. Prvi primer je bil nadzor bolniškega staleža. Evo ga. Oseba v bolniški je kršila, ker je hodila okrog in seveda smo zbrali dokazno gradivo in je dobila potem odpoved. A pa so to najpogostejši primeri, ki jih morate raziskovati? Ali so zavarovalnice? Je. V klasična detektivska dejavnost, se pravi nadzori kontrole bolniških, alkotesti na prepovedane druge zavarovalniške preiskave, je ta nek segment. To je ta segment. A je tudi kaj, ne vem, žena milijonarja, to, kar v filmih vidimo? Ja, kot v filmskih, ja. To ti pa njegova tale, ne, kaj je bila, ona je najela pod detektivsko agencijo, da so mu sledili. Je stereotipno, eni se ukvarjajo pretežno s tem, mi imamo pa fiksne pogodbe z gospodarstvom, javno pravo tudi in smo v tem segmentu predvsem. Ok. Koliko časa kaj preživite v avtomobilu? Vedno manj. Vedno manj? Ja, ker se ukvarjam v podjetju z bolj kompleksnimi primeri, mednarodnimi preiskavami, striktno na terenu so pa bolj drugi. Pa imate kakšne kamuflažne preobleke, ki so na terenu? Tudi. Hudo, kaj pa recimo? Mislim, v vseh teh letih, kar upravljam ta poklic, smo že marsikaj počeli. Tudi to, da sem po zimi v snegu sedela nekje v gozdu pa čakala, kdaj bo nekdo prišel, kdaj bo nekdo z nekega skladišča prišel pa nekje ukradel. Slih to sem hotel vprašati, če ste kdaj tako v grmovju in imate daljnogled in potem to... V grmovju, tudi v zemlji smo se že skopali in pač zaklonišče bi človek temu tako rekel. Hudo, zakaj jaz sem to v risanki videl. Res. Včasih je bila ena risanka Gustav, ki je zdaj sploh ne vrtijo več. Ko so te risanke govorili? In Gustav je bil tam en inšpektor, on je ribe lovil, ne? In ni imel karte za ribe loviti. In pol je on se v mušenco preoblekel. Ja, ste bili kdaj mušenca. Inšpektor tam, ja. To še nisem bila, ampak risanka pa film, to vse super, ne? Pa to doma gledamo na toplem, na kavču, ne? Drugače na terenu pa to zelo... Ja, v filmi to Če je treba udreti v računalniku telefon, na to naredite? To je protizakonito. Lahko pogledamo... Če je treba udreti... Ne. Protizakonito. Ok. Najbolj nenavadna, ne vem, stvar, v kateri je skrita, ne vem, fotoaparat, kamera. Mikro, mini kamere, drugače pa vse živo, od kape do očal, do vsega. V očalih? Ja, mislim, v kapi je pa tako, uporabno je marsikaj, ne, ampak moraš gledati, da zbereš dokazno gradivo tako, da je zakonito zbrano in da zdrži tudi nadaljne presoje, ne, ker zavemo. A si lahko zunaj pa noter v lokalu nekdo sedi pa snemaš zvok? Ne. Pogovora, ne moš? Ne, zato ker tisti, ki ga snemaš, torej audio mora biti s tem seznanjen in se s tem strinjati. Drugo je pa pač, da se posname neka odtujitev, nekaj z lokala ukrade ali odzame neke dokumentacijo. To pa lahko, ker je lokal javno dostopno mesto. Ne, v stanovanje, v hišo pa ne. Ne, tako me zanima, če imate te naprave pa to. Ja, imamo te naprave. Imate te naprave, dobro. Se pravi, največ, s čimer se ukvarjate, je to, da preverjate zaposlene v podjetjih, če so pridni. Ja. Če so pridni. Tako. Kako se najlažje v firmi sune denar? Ja, sune denar se lahko enostavno, ampak potem se da enostavno tudi osebo najti. A vas je Radio 1 že kdaj najel? Ja, to pa poslovna skrivnost. Višok. To kada je, veš? Ja, se meni to je odgovor, kada je. A so primeri, ki jih zavrnete? Tudi. Ali če imamo premalo časa, ali pa če je tako, da se nam ne zdi legalno. Tako. Mislim, da se ne zdi legalno, absolutno zavrnemo. Ok. Najbolj nenavaden primer, ki ste ga do zdaj preiskovali? Jih je ogromno, res. Ajde, enega izpostavimo. Iskanje dolžnika, to sem že izpostavila v medijih, ker sem ga našla na čez drugem koncu Ljubljane, mi je odprl in je imel doma nagrobnik v hodniku in prižgane sveče. In takrat, to je bilo več kot desetletje nazaj, sem jaz to stanovanje šla, danes pa ne bi.
Ne bi. Ojoj. Glih to sem hotel vprašati, če je kaj nevaren ta vaš poklic, ampak očitno. Če bi o tem razmišljal, ga ne bi upravljal. Zna se marsikaj zgoditi in tako je pač stvari v družbi vedno bolj eskalirajo. Ne? Včasih so bile kakšne kazenske zadeve take, ko smo iskali koga za sodišče recimo, zdaj pa so že stvari v podjetjih, ne vem, ko eskalirajo.